Pozdravljeni še v mojem imenu, kako sem že nazvan, poveljnik civilne zaščite Matjaž Knap. Včerajšnja intervencija se je začela na področju požarnega objekta v industrijski coni pod Skrajni. To se je zgodilo nekaj po 20 uri, smo dobili obvestilo, da poteka tam žarišče požara in da so izvozili že prvi gasilci. Takoj, ko smo mi dobili to obvestilo, da je požar na tem podjetju Fragmat, smo se zavedali, da to ne bo enostavna intervencija. In ta intervencija je dejansko se prerasla v hujšo intervencijo, katera se je razvila v ogromen požar. Vedeli smo, da na tej tovarni Fragmat, katero dobro poznamo, izdelujejo izolativne elemente, katere imajo ogromno zalogo. Vedeli smo, da imajo noter precej tudi snovi, katere so nam, vemo, da so nevarne. Zato je tudi štab dejansko tako začel z obvestilo javnosti, da ne se izogibajo prostorom oziroma odprtim prostorom, da ne zapirajo okna, da ne se ne gibajo na prostem. Ko smo mi sestavili ta štab in smo se tudi z regijskim poveljnikom civilne zaščite, gospodom Curkom, dobili, smo tudi skupaj stopili, prišel je tudi Čestan, in v tem smo se odločili, da zapremo naslednji dan tudi šole, vrtec. Namreč ta vpliv, kateri je bil po naših ocenah preveč tvegan, da bi se prebivalstvo gibalo v teh okoliščinah. Tako da ta intervencija je se zavlekla potem celo noč. Dovršile so se požarne straže, ki bo potem povedal več malo poveljnik, če bo čas za besedo. Stvari so pa take, da na sami intervenciji, so v sklopi po mojih podatkih, bo potem tudi poveljnik več povedal, 314 gasilcev, 16 enot, porabili se je ogromne količine vode, porabile so se tudi voda za gasilce, organizirali smo hrano, ki je bila že ob 10. uri, vse v gasilce so bili že prve obroke in pa vse, kar se tiče zaščite njih, je bilo poskrbeno, dobili smo dodatne zaščitne maske, tako za gasilce, ki so bili na varovanju, kot za policiste, ki so pomagali pri tem varovanju, tako da je potekalo super. Kar se tiče, naj vsak vodja takega velike intervencije, sem se bal, da bo prišlo do kakšne poškodbe, vemo, pač nesreča je. In bom rekel, ne vem, popolno se moramo zahvaliti, nesreče nismo imeli, tako da nimamo nobenega poškodovanega. Pač en gasilec je mogoče malo nadihal teh strupenih plinov, vendar je bil že takoj po pregledu izpuščen od NMP-ja. Tako da zdaj zaenkrat, bom rekel, tudi včerajšnji dan, današnji dan, pa so vse te službe, ki izvajajo meritve, so se napovedali že včeraj in so nas tudi že obiskvali. Obiskal nas je tudi že včeraj zvečer minister Zajc, kateri je dal vhod v te prve informacije, katere smo mu tudi predali. S samim posredovanjem je tudi izrazil zadovoljstvo, da je tu potekal v pravo smer, tako da je to potekalo. Danes zjutraj smo se ponovno sestali ta štab in preverili, kakšne so pozicije naših merilcev, kateri se izvajajo v terenu. Videli smo, da so prišli in o samih meritvah in teh zadevah boste izvedeli od njih. Jaz bom rekel, da kot poveljnik civilne zaščite, z vsemi pooblastili, je tudi stvar taka, da v tem trenutku ta intervencija še vedno traja in dokler se sanacija ne konča, v bistvu ta intervencija traja.